Pozdravljeni! Dobesedno nekaj ur nas loči do prve prave predstavitve bolida za sezono 2022. Zato si bomo danes ogledali, kdo stoji na čelu tehničnih oddelkov v ekipi in kaj lahko pričakujemo. V zadnjih tednih smo lahko v raznih medijih brali ter poslušali prispevke o tem, kako bo v prihajajoči sezoni 2022 v Formuli 1 vse drugače. Prihaja nova generacija bolidov, ki bo spremenila marsikaj. Pri vsem tem analiziranju smo verjetno pozabili na eno izmed glavnih točk. Na tiste ljudi, ki pravzaprav stojijo za samimi bolidi, na inženirje, ki jih projektirajo. In seveda, Formula 1 je šport, kjer se združi človek in stroj. Danes bomo našo pozornost posvetili tistim ljudem, ki stojijo v bistvu za strojem, ki ga projektirajo, ki nekako ustvarijo to čudo, katerega občudujemo, seveda na progah svetovnega prvenstva. In danes se ne bomo ukvarjali z samimi pogonskimi sklopi, temveč s tistimi šasijami, ki nekako ločijo svet Formule 1 od ostalih kategorij motošporta, kajti v Formuli 1 med seboj tekmujejo konstruktorji. A začnimo s prvo ekipo in to bo Red Bull, kjer že dolga leta kraljuje eden izmed najbolj znamenitih inženirjev, Adrian Newey. Poznan je iz časov Williamsa, iz časov McLarena in tudi pri Red Bullu je dosegel fantastične uspehe. Njegove šasije so spisale zgodovino Formule 1 zaradi svoje domiselnosti ter radikalnosti. A danes Adrian Newey je mnogo več kot to. Seveda ne predstavljam si, da bi sam zarisal celotne šasije bolida Formule 1, kajti preveč podrobnosti je, da bi lahko en sam človek vse to zmogel. Če smo pravzaprav iskreni, pod seboj ima vsak inženir Formule 1 kar nekaj desetin sodelavcev, ki praktično skrbijo za neko podrobnost. A vloga Adriana Neweya je seveda bistveno več kot to, da bi samo zarisal nek del. Glavno je pri njem, da nekako predvidi neke trende in jih skuša peljati v obstoječe bolide. In znana je tista njegova izjava, kako se nekako rodi ideja v njegovem projektantskem biroju. Kolikor dobi neko domislico, ki se mu zdi prava, zbere svoje sodelavce ter jim naroči, da v roku 2 ali 3 dneh skušajo to idejo nekako uničiti. Kolikor jim uspe, se pri projektiranju samega bolida ne zgodi nič, ampak kolikor ideja nekako preživi te ostre kritike sodelavcev Adriana Neweya, jo nekako po hitrem postopku skušajo vpeljati v nov model. In čeprav ta pripoved, ta zgodba izgleda malce tako enostavna in daleč od sveta Formule 1, bi vas rad spomnil, da Adrian Newey je verjetno eden izmed tistih inženirjev, ki ga nasprotniki najmanj želijo videti, kako se ogleduje njihove bolide. In mnogokrat smo opazili, da razne malenkosti, ki smo jih morda videli najprej pri eni ali drugi ekipi, dobijo pot v Red Bullu. Namreč ideja, ki ne deluje pri nasprotniku, lahko preko uma Adriana Neweya dobi neko pravo mesto pri njihovih projektih. Zato je glavna prvina Adriana Neweya ta, da v bistvu razume, kako določene zadeve delujejo in jih dobesedno s neizmerno hitrostjo pelje na svoj bolid. A to je izjemno pomembno tokom sezone, ko se
določene podrobnosti seveda razvijajo. Čisto nekaj drugega bomo videli pri tovarniški ekipi Mercedes, kjer bo John Owen nekako prepuščen sam sebi. Kot inženir ima izjemno dolgo zgodovino. Pri ekipi Sauber je bil od sezone 2002 do 2007. Nato je prestopil v Hondo, ostal tam, ko se je ekipa preimenovala v Brown GP in nato tudi v tovarniško ekipo Mercedesa. A sedaj bo izgubil drugega izmed svojih dveh mentorjev, ki sta ga nekako vodila v zadnjih sezonah. Najprej je deloval pod taktirko Alda Coste in sedaj ekipo bo nekako zapustil tudi James Allison. In če pogledamo prvi bolid, ki ga je John Owen podpisal kot glavni odgovorni, je ta znani in že mnogokrat videni Mercedes dvojni V10. Tu je treba priznati, da kot zunanji svetovalec je še zmeraj sodeloval Aldo Costa. In če vzamemo dvojni V10 ter ga primerjamo z dvema naslednikoma, dvojni V11 in dvojni V12, bomo videli, da radikalno se ni spremenilo nič. Zato je John Owen pred veliko preizkušnjo, kajti prvič bo moral dokazati, da sam brez zunanjega vpliva zna napraviti bolid. In to pri čisto novih pravilih, kjer ne vemo, kdo je hitrejši in kdo počasnejši, vsaj sedaj ne. A ne smemo mimo Ferrarija, kjer je Enrico Cardile pod veliko preizkušnjo. Namreč on je nekako izrinil Simone Aresto in izrisal je bolide, ki so nastopali v sezoni 2018, 19, 20 in 21. Ampak če smo pravzaprav iskreni in pogledamo, kaj je napravil pri bolidu SF71H, SF90, SF1000 ter SF21, ne moremo biti navdušeni. Nič revolucionarnega in predvsem nič delujočega. Namreč navdušenci in navijači smo izjemno zahtevni, posebej, ko se gre za Ferrari. In če tokrat nova šasija ne bo kos pričakovanjem, ne vem, kaj bodo storili. Ampak mene osebno do sedaj Enrico Cardile ni prepričal in pokazati znam več njegovih napak kot prednosti, ki jih je vpeljal v svoje bolide. A naslednja ekipa, ki je izjemno zanimiva, je McLaren. Videli smo, kako se je v zadnjih sezonah njihova forma začela vzpenjati. In v zadnjih dveh sezonah je zasluga tudi v projektih, ki jih je zarisal James Kay. Predtem je bil tehnični direktor pri Scuderii Toro Rosso, kjer je v sezoni 2012 zamenjal Giorgia Scanellija. In njegov prestop v McLaren je bil izjemno dolgotrajen. Namreč v sezoni 2018 so se zadeve konkretizirale, a imel je kar nekaj tistega obveznega dopusta, zato so pri McLarenu bili primorani poiskati mašino. A o kom bomo govorili malce kasneje. James Kay je pokazal, predvsem z svojim zadnjim projektom LCL35M, da zna risati šasije, da razume Formulo 1 in je, po mojem osebnem mnenju, nek naravni naslednik že prej omenjenega Adriana Neweja. Videli bomo v prihajajoči sezoni, ali imam prav ali ne. Ampak pri McLarenu, kljub temu, da uporabljajo pogonski sklope Mercedes, so še zmeraj tisti polni konstruktorji, kajti menjalnik ter zadnje vpetje je del njihovega projekta. Čisto nekaj drugega vidimo pri Aston Martinu. Čeprav tu, kar se tiče prihoda tehnikov, smo videli kar nekaj revolucij. Andy Green je bil prisoten v ekipi, ki je bila poznana kot Force India od sezone 2010. Od sezone 2011 tehnični direktor in sedaj se je povzpel stopničko više. V dobrem desetletju je tudi nekako
nekako razumljivo, se je Andy Green na svojem mestu, recimo temu, izpel. Imel je nekaj dobrih idej v preteklosti, ampak v zadnjih 2 sezonah smo lahko videli, da njegovo razumevanje samega bolida je bilo daleč od tistega pričakovanega. Dan Fellows ga bo nadomestil, ampak bistven prihod je Andrea Furbato, ki je bil do pred kratkim v ekipi Alfa Romeo Racing, današnja Alfa Romeo F1 Team. In prav to je zanimivo, kako močna inženirska ekipa poskrbela za bolid, ki v bistvu v zadnjem delu bo odvisen od tistega, kar jim bo dostavil Mercedes. To nam lahko nekako kaže, da bodo drzni in da bomo videli bistveno drugačne rešitve, kot smo jih v zadnjih sezonah, kjer so bili bolidi ekipe Racing Point oziroma Aston Martina izjemno navezani na tisto, kar so napravili pri tovarniški ekipi Mercedes. Podobna zgodba kot pri Aston Martinu je tista, ki jo vidimo pri ekipi Alfa Tauri. Joey Eganton je tisti inženir, ki skrbi za bolide iz fajence, ampak pogonski sklop pa zadek bo prišel iz Milton Keynesa. In to nam lahko pove, da pri projektiranju bolidov Alfa Taurija imajo inženirji v bistvu manj dela, kot bi lahko pričakovali. Imajo kar dobro tehnično zaslombo pri tistih rešitvah, ki so jih že preizkusili pri Red Bullu, ampak njihove šasije so ponavadi bistveno bolj, dovolite mi izraz, krotke in predvidljive. Tudi zaradi tega, naprimer, Pierre Gasly lahko dosega take boljše rezultate v primerjavi s tistim, kar smo videli že pri prej omenjenem Red Bullu. A tu pri Alfa Tauriju ne pričakujem kakih revolucionarnih sprememb, čeprav konec koncev pri predstavitvi modela AP02 smo videli, da so zakrili kar simpatično rešitev na prednjem nosnem konusu. In če smo že pri ekipah, ki imajo začetno črko A, ne moremo mimo Alpina, kjer je Pat Fry tisti inženir, ki je nekako to francosko-britansko ekipo začel usmerjati navzgor. In prav Pat Fry je tisti inženir, ki je nadomeščal izpad Jamesa Kaya pri McLarenu, ko ga niso smeli uporabiti. Seveda, napravil je dokaj solidne šasije, kot je v njegovi navadi, namreč. Poleg tega, da je bil član ekipe McLaren, ga poznamo iz Ferrarija, kjer smo videli kar nekaj ambicioznih projektov, ki se niso izkazali kot uspešni, ampak Pat zna napraviti solidne šasije, kot smo videli pri lanskem Alpinu A521. A v prihajajoči sezoni ne pričakujem bistvenih sprememb pri tej ekipi. Seveda, sedaj, ko smo že obdelali praktično vse ekipe z začetnico A, nam ostane še Alfa Romeo F1 Team. In tu ima glavno besedo, poleg že tolikokrat omenjenega Frederika Vasserja, Jan Möndl. Inženir s francoskim in nemškim potnim listom, ki je nekako prišel na mesto tehničnega direktorja po odhodu Simonija Reste v sezoni 2019. Član ekipe že mnogo sezon in letos bo pod veliko preizkušnjo, kajti po dolgem času bodo pri Alfa Romeo F1 Team tudi sami izdelali menjalnik ter zadnje vpetje, kar bo dodaten izziv in kolikor bo šlo kaj narobe, bodo v velikih težavah. Sedaj smo pri ekipi Haas, pri tisti ekipi, ki je celotni razvoj lanske sezone žrtvovala za to, da v letošnji sezoni bili kar se da dobro pripravljeni. In tu je glavni odgovorni že tolikokrat danes omenjeni Simone Resta. Tisti, ki je izrisal znamenitega Ferrarija SF70H, predhodnik
Enrika Cardilla pri Scuderii Ferrari in lahko bi rekli eden izmed tistih nezaželenih inženirjev v samem Maranellu. Sicer videli smo že predstavitev barvne sheme, ampak od ekipe, ki je celo lansko sezono delala na projektu letošnjega bolida, moram priznati, da sem pričakoval več. Zato to predstavitev barvne sheme sam osebno jemljem kot tako, ampak zanimivo bo videti, kako uspešen bo Simone Resta, namreč od tistega že prej citiranega Ferrarija SF70H ni zrisal drugega bolida do danes. In na koncu moramo biti tudi malček pozorni na ekipo Williams. Doug McKerrian je tisti, ki je glavni odgovorni za šasije pri ekipi z grba po seveda neslavnem odhodu Paddyja Lowa. In če malce pogledamo tisti izjemno porazni Williams F242 ter ga primerjamo z njegovim naslednikom F243, ne moremo mimo dejstva, da F243 je samo predhodnik, ki nekako aerodinamično deluje. Ko smo videli v sezoni 2021 varianto B te šasije, se je pokazala vsa revolucionarna miselnost Douga McKerriana. In tudi letos pričakujem nekaj posebnega. Čeprav aerodinamično mislim, da bodo tiste smernice, ki smo jih videli v sezoni 2021 na bolidu ekipe Williams, prisotne tudi letos. Čeprav Williams je ekipa, ki nima ne vem kako visokega proračuna in ne vem kako zvenečih imen, lahko videli tudi marsikaj zanimivega. Čeprav še danes niso objavili uradnega datuma predstavitve. A za ta hitri pregled tistih glavnih odgovornih pri nastanku novih bolidov, to vse. Hvala za vašo pozornost ter seveda nasvidenje.